samo odločenje o imenih bo takrat, ko bomo imeli dejansko uradni predlog in takrat bomo tudi lažje povedali, kakšen je predlog. Sva pa s predsednikom pač izmenila stališča in poglede na sama imena, kakšna so, ki pa jih danes ne bom predstavil. Kakšnega konkretnega predloga v tej fazi, da zadeva varuha še ni oblikovanega. Očitno bo tu potrebno še kar nekaj dela, da bi prišli nekateremu kandidatu do potrebnega soglasja. Kako pa bo postopek zaključen pri samem dokončnem predlogu, pa dogovora dokončnega ni bilo, tako da pričakujem, da bo predsednik po predstavitvi stališč vseh poslanskih skupin s posebej verjetnosti ponovno kontaktiral in poskušal oblikovati predlog, ki bi dobil ustrezno podporo. Zavedamo se, da je za to mesto potrebnih 60 glasov in zato smo tu dali popolno zaupanje in verjamemo predsednika republike, gospoda Pahorja, da bo predlagal osebo, ki zaupa res veliko zaupanje, ki uživa veliko zaupanje tako med državljani kot v celotnem političnem prostoru. Z teh prijav, to se pravi 26 prijav, kot veste, je bilo, da lahko rečem, da bi v Ljudski stranki lahko podprli kar nekaj kandidatov z te liste, vendar v tem trenutku pač nekega soglasja med strankami še ni. Moram reči, za varuhinjo, varuha človekovih pravic izmed predlagami oziroma prijavljenih kandidatov se nismo za nobenega kandidata odločili, ampak smo to možnost prepustili predsedniku, da predsednik predlaga ustreznega kandidata oziroma ustrezno kandidatinjo. Glejte, z imeni smo pri varuhu človekovih pravic še kar malo več imen je, tako da o imenih samih ne bi želela še trenutno govoriti. Bo pa znano, če se ne motim, v prihodnosti.